Lepo pozdravljene, drage dame in cenjeni gledalci, ter tudi dežurni kavč komentatorji v naši današnji oddaji Dober dan Slovenija. Moje ime je Katarina Keček in v studiu pozdravljam moji cenjeni kolegici Ano Marijo Mitić in pa Violeto Tomić. Zraven pa še sploh posebej pozdravljam našo gostjo, gospo Simono Šeretaj Kalan. Lepo pozdravljena. Hvala lepo. Gospa Simona se ukvarja že vrsto let z razkritjem srhljive zgodbe, kam je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja iz takratnih jugoslovanskih porodnišnic neznano kam izginilo na stotine novorojenčkov. Po trditvah različnih skupin in organizacij v teh letih na območju nekdanje skupne države potekala trgovina z dojenčki, prodanih naj bi bilo več kot 20 000 otrok. Neverjetna zgodba, a resnična, a ne, gospa Kalan? Ja, zgodbe so skoraj pa neverjetne, ampak so resnične in nažalost so se dogajale tudi v Sloveniji. Meni je žal, da imamo tako malo posluha za bolečino naših mamic. Koliko mamic trenutno zastopate, ki verjamejo oziroma ali pa imajo dokaze, da se je tudi njim zgodila tašna tragična zgodba, da so iz porodnišnicah ostali brez svojih otrok? Koliko je takih slovenskih mater? Jaz bi najraje rekla, da jih več ne štejem, ampak žal jih 80 pooblastil vam ta trenutek od 80 mamic. Seveda bo verjetno se kdo vprašal, glede na to, da je bilo na seji za peticije rečeno strani generalne policijske uprave, da imajo oni manj primerov zabeleženih. Ja, seveda, ker vseh nismo predali, to pa zgolj zato, ker so bile zadeve, ki se policija z njimi ne bi ukvarjala. Ja. Zelo podobne, kot je bila zadeva deklice iz Velenja. Ampak kdaj ste pa prvič dobili en tak primer? Kdaj ste prvič zvedeli za to? Prvi primer je bila, jaz bom kar povedala z imenom in priimkom, ker se mamica strinja, Dragana Novmoski, ki je leta 1990 rodila v Mariboru in je preko skupine Usvojena djeca Jugoslavije zapisala en komentar, kako pa ona iz porodnišnice Maribor ne dobi nobene dokumentacije. In se mi je zdelo to zelo neverjetno in sem jaz gospo Novmoski komentirala. Ona je bila moja prva mama. Iz Maribora se je odselila nazaj v Beograd z možem, ki je bil zaposlen v Mariboru in ob razpadu Jugoslavije sta se potem vrnila v Srbijo. Tako da ona je bila prva mama, rodila je dečka in rekli so ji, da je pač fantek umrl, da ker ona ne gre v Srbijo, vse ga bojo oni pokopali v eni taki kovinskem kovčku in da bodo oni to za vse poskrbeli, da videti ga pa žal ne more, ker je že na poti na pokopališče. To je strašno. A je bil gospod vojaška oseba? Gospod je bil vojaška oseba, se pravi, Draganin mož je bil major v vojašnici Maribor in Draganin mož Oliver Novmoski je otroka videl živega in zdravega. 2 ure predno je bilo Dragani povedano, da je otrok umrl in da je na poti na pokopališče. To je prestrašno. Tudi v času Jugoslavije se je dogajalo, da so otroke... 1990, to je pred kratkim, ja. Ampak ponavadi so to počeli tudi v času Jugoslavije takim državi neprijaznim faktorjem. Na nek način so kaznovali starše. Ne, sam tukaj ni bilo problem v tem. Tukaj je šlo za trgovino z dojenčki. Povejte, gospa Simona, kako je to potekalo in kdo je bil vpleten? V porodnišnicah se je to dogajalo. To niso bili samo eni ljudje. To je bil cel sistem državni, ki se je ukvarjal z prodajo otrok in so jih dajali v posvojitve. Koliko so ljudje plačali za te otroke? 20-30 tisoč? Zelo odvisno, veste. Mi smo prišli do podatkov, kjer so cene postavljali glede na kilavost otrok. Kilavost? Aha, če je bil v dobrem zdravstvenem stanju, je živa vaga. Če je bil zdrav, pa je imel kilažo tam okrog 3 kilograme, je bilo 30 000 nemških mark. Če je bil pa kilav, je bila pa manjša cena, ker je bila s tem verjetnost, da bo prišlo do kakšnih težav večja.
Tako da zelo odvisno. No. Prestrašno. Sem pa dobila tudi podatek, ne, predvsem v Bosni, Srbiji je tega zelo veliko. Tam so, ne vem, da je eden zgradil vikend, pa je dobil dojenčka za to, kakor so se zmenili. Ne. So pa povezane z družbe, ne, od zdravnikov, advokatov, ki papirje pripravijo in seveda tudi politike, ki je mižala, ne, ob vsem tem. To je bil zelo dobro izdelan model trgovine, ki se ga niti danes ne da, bi rekla temu laično, razbiti, ampak vedno nas vrne na začetek, tudi ko zbiramo dokumentacijo. Izvirni greh je v porodnišnici. Izvirni greh je v porodnišnici. Iz porodnišnice otrok star 2 dni ali pa 3 sam ni šel nikamor. Se pravi, ga je nekdo odnesel. Se opravičujem za tale smeh, ampak res je dobro povedano. Sam ni pobegnil. Ne more kar sam iti, kam pa bo šel sam otrok. Kam ste ga odnesli? Umrl je, v redu. Jaz nisem nikoli trdila in nikoli ne bom, da so vsi otroci živi od teh mamic, ki imam jaz njihova pooblastila. Ampak tudi vsi niso umrli. Ja, ampak takrat je bila v tistih časih je bila taka praksa, no, rekla, če se spomnimo, recite mi, če se motim, da bom tako rekla, da mladi materam niso želeli oziroma niso hoteli pokazati. Zdaj ne vem, danes je to malo drugače, ne, bi rekla. Ali mislite, da se še take zadeve še vedno dogajajo? Sumite, da bi se takšna trgovina za dojenčke lahko še dogajala v naših porodnišnicah? Ali mislite, da je tega konec? Da se je nekako presekala ta hobotnica te trgovine z dojenčki? Ali imamo tudi sveže primere, ne vem, 2, 3, 4, 5 let. Čeprav v Sarajevu vem, da se dogaja, sem gledala ravnokar dokumentarc, ki je Sara, veste, o čem govorim, ne? In to je zgodba stara 2 leti, ženski je v sarajevski porodnišnici izginil otrok, rekli so ji, da je kao mrtva, iskala je grob svojega otroka, hotela je videti svojega dojenčka, ko so najdli grob, ko so ga odprli, so najdli flašo Coca-Cole noter. To je zgodba stara 2 leti. Lahko si na YouTubeu pogledate ta dokumentarc, ker je res pretresljiva, ne? Ampak zanimivo je, da bom tako rekla, v Bosni in Srbiji sem nekako dobila občutek, da je tam država pripravljena oziroma hoče razrešiti tele zadeve. Kako je pa to pri nas v Sloveniji? Vi ste obiskali s tem svojim, bom rekla, s to težavo od teh slovenskih mater vse državne inštitucije, od varuha človekovih pravic, bili ste v parlamentu, bili ste pri strankah. Ali lahko pridete do podatkov, vam odprejo vrata, vam pomagajo pri tem? Ja, zelo odvisno, ampak bi začela od začetka. Rekli ste, da radi poimenujejo, takrat niso mamicam. Ja. In zato takrat sem jaz pri varuhu človekovih pravic prvič slišala eno besedo, da je takrat veljala paternalistična doktrina. Kaj pa je to? Paternalistična? Ne, paternalistična doktrina, to naj bi bila doktrina, ko se zdravnik sam odloči, kaj bo naredil s tem umrlim novorojenčkom. Brez da bi mater karkoli vprašala. Brez da bi mama karkoli povedala. Ne vem, odkje jim je bila dana ta pravica. V bistvu se veva odkoda, ne? Takrat so pač moški odločali o nas. Takrat so moški odločali, ampak kljub temu ta paternalistična doktrina bi pa danes recimo morala vedeti, kam je te otroke pokopala, ker tako svetu trdijo, da so pokopani. Mi smo naslovili dopis na pokopališče Maribor od 23 otrok, ki naj bi umrli in bili pokopani na pokopališču v Mariboru, smo dobili odgovor, da predvidevajo za en grob enega dojenčka. Kaj pa z 22? Nor. Torej, če se vrnem na Saro, bi vas samo mogoče popravila film, Kje je Sara? Deklica se je rodila v porodnišnici Banja Luka. Ja, pardon, ja, vem, ampak Bosna. Ja, v Bosni in je bila potem tudi premeščena, kakor sem zasledila, v Beograd. To je bila ta praksa. Iz Bosne so šli otroci recimo v Beograd, ker recimo Tuzla ni imela tako dobrih aparatur, pa so jih poslali v Beograd. Iz Beograda niso nikoli več prišli nazaj. Jaz sem govorila z zdravnico, ki je delala v Tuzli in je vse zanikala. Ona je rekla, da leta 1978, ko se je ona zaposlila v kliničnem centru Tuzla, da so imeli vso opremo, da novorojenček oziroma nedonošenček pri njih preživi. Torej, načeloma ni bilo razloga, da bi se drugam pošiljali. Zdaj vprašala ste me za institucije. Ja, jaz sem šla povsod, kjer so me le hotli. So bili takšni, kjer me niso hotli. Na seji za peticije je gospa iz Ministrstva za zdravje rekla, da me je ona povabila. Mene ni nobena institucija povabila, pa me tudi ona ni. Jaz sem se sama povabila in kjer so mi odprli vrata, sem šla.
ker so pa zaprli, sem šla pa nazaj. Sodelovanje z varuhom človekovih pravic je kazalo, da ne bo nikakršno. Zanimivo, ampak- jaz sem prvi človek, ki bi se mogel postaviti za pravice teh nesrečnih mater. Ne? Na koncu se je sodelovanje pokazalo kot zelo dobro. Jaz bi rekla, da gre tukaj največja zahvala namestniku varuha človekovih pravic, dr. Uprčiču. To je moje mnenje in jaz za njim stojim. Gospod se je res potrudil za naše mamice, kar je bilo v njegovi možnosti. Seveda policija je preiskovala primere, jaz sem jih redno pošiljala, čeprav so iz kabineta predsednika vlade poskušali nekako dopovedati, da pa ne sodelujem s policijo. Jaz sem s policijo vedno sodelovala in tudi bom. Na kar je šla dokumentacija na specializirano državno tožilstvo. In tle največje upe seveda polagamo v gospoda tožilca. Ja. Verjamem, da bo dal kriminalistom še kakšne naloge, da še kje kaj raziščejo, ker možnosti je še. Jaz sama nimam pooblastil, težko dostopam dokumentacije. Zelo enostavno in elegantno se je izgovoriti na varstvo osebnih podatkov. Najbrž so mislili, da nisem nikoli slišala za informacijsko pooblaščenko. Bi rekla, če sem se 10-krat obrnila na njo, pa sem se večkrat, mi je 9-krat prekimala. Se pravi, sem točno vedela, kaj iščem in ni bilo res, da posegam v nekaj, kar ne bi želela. Imamo pa težavo s centri za socialno delo. En sam dober odziv je bil Center za socialno delo Ljubljana Moste, ampak ne zahvaljujoč centru kot centru, ampak zahvaljujoč gospe, ki je tam zaposlena in je vodja, gospa Gordana Čižman. To je edina pohvala od, mislim, da jih je 65 po celi Sloveniji. Vzeli si bomo kratek predah, vrnemo se čez nekaj minut z nadaljevanjem zgodbe, ostanite z nami. Pozdravljeni ponovno v oddaji Dober dan Slovenija. Z nami v studiu je gospa Simona Šeremet-Karanj. Pogovarjamo se o njeni mučni borbi, kako priti do dna resnice, kam so izginili na desetine malih dojenčkov. Matere po Balkanu, na stotine mater se sprašuje, prav tako tudi slovenskih mater, kaj se je zgodilo z njihovimi otroci. Gospa Simona je pred kratkim v parlamentu povedala tole. Vsem tem zgodbam je skupno to, da je bilo ženskam v porodnišnici rečeno, da je dojenček umrl. Če ste še mlade, boste še rodile. Nobena od mamic ni videla trupla dojenčka, niti ne vedo, kje je otrok pokopan. Jaz verjamem, da ste tudi med raziskovanjem teh primerov prihajali do lažnivih podatkov, do lažnivih informacij napisanih na teh rojstnih listih, mrliških papirjih in podobne zadeve. Na kaj ste naleteli pri odkrivanju teh zadev? Ste prišli do pravih podatkov ali so bile same laži noter napisane? Zdaj, dokumentacija je zelo moteča že na pogled. Sicer se radi izgovarjajo, da včasih je pač to tako bilo, vse je bilo to včasih, vendar tudi včasih je bil zakon, ki je nalagal matičarju, če se je zmotil, seveda vsi smo zmotljivi, da se to popravi in se zavede s posebno klauzulo, da je tle prišlo do napake. Zanimivo je, da naprimer v ljubljanski porodnišnici dokumentacijo imajo, v mariborski je nimajo. V mariborski bolnišnici je bilo največ takšnih primerov, vsaj kolikor vemo uradno. Največ primerov je ravno iz mariborske porodnišnice in najmanj sodelovanja je tudi z njihove strani. Pred kratkim sem imela sestanek v porodnišnici Ljubljana. Se jim tudi zahvaljujem, da so me sprijeli zelo brez slabe vesti. Medtem ko Maribor se ni odzval na nobeno od naših pisanj. Kakšen je bil odgovor na to, da vas ignorirajo? Zdaj, če smo čisto iskreni, pa se ljudje, ki danes delajo v mariborski porodnišnici, jih pred 30-40 leti ni bilo, oziroma ne morajo biti oni krivi za zločine pred 40 leti. Zakaj imate občutek, da danes bom tako rekla, da vas ignorirajo enostavno? Niti ne vem, zakaj me ignorirajo. Upam, da ne izgledam tako grozno, da zaradi videza. Imate pa težko zgodbo, ki jo nosite okoli, verjetno to, ne? Mislim, ljudje... Zgodba je težka, tudi moj karakter je težki, mogoče se tega izogibajo, ker vztrajna sem zelo. Ne vem, zakaj me niso nikoli pozvali in ne vem, zakaj ravno pri njih
ni nobene dokumentacije. Načeloma oni pravijo, da se čuva 10 let po smrti pacienta, ampak mi še nismo ugotovili, če je ta otrok res umrl. Ja. Zanimivo, jaz imam tudi podoben primer v družini in tudi sama sem leta 1969 v Postojni rojena kot dvojček. Točno to, taki primeri, o čem vi govorite. Moji materi je bilo na rojstvu rečeno, da je fantek umrl, punčka je pač živa in zdrava in boste veseli, da se je zadeva tako dobro končala. Tako da mama takrat nikoli ni videla tega mrtvega otroka, nikoli tudi ni dobila mrliških listov ali pa rojstnega lista, tako da papirjev za tega fantka nikoli nismo videli. Tako kot večina mater je tudi moja mama pustila nekje v ozadju, ne, pač živimo naprej. Ampak jaz sem pol kasneje kot novinarka poskušala priti do nekih teh arhivov. Ne. V Postojnski porodnišnici so mi rekli, da so vsi njihovi arhivi iz tega leta zgoreli, porodnišnica se je celo preselila v novo, tako da mene so zavrnili, pač nobenih dokumentov nimajo. Ali se tudi pri vas dogaja tako podobno, da so ti arhivi v zadnjih letih izginili, da ne morete priti do tega? Konec koncev bi to mogli biti javnega značaja, ne? Načeloma, kar imajo porodnišnice arhiv. Ja. Za Postojno, konkretno se je oglasila ena mamica, vendar je od strahu ali pod pritiskom nekoga odnehala. Tako da za Postojno konkretno ne morem komentirati. Načeloma pa imajo. Se upravičujem, kako ste rekla, da so preselili arhiv oziroma kaj poplava je bila? Stara postojnska porodnišnica se je preselila v novo, ker so jo zgradili 10 km stran, in arhiv pa naj bi pustili v stari porodnišnici. In naj bi bil en požar tam 74. 75. kjer naj bi zgoreli vsi kletni prostori in seveda tudi ves material iz arhivov. No, to je zgodba. To je njihova zgodba. To je njihova zgodba, ki so se je naučili iz držav bivše Jugoslavije. Ja. Tam so pa miši pojedli arhiv, poplava ga je odnesla, zgorelo je in tako naprej. Ampak jaz vam moram povedati, da v državah bivše Jugoslavije, za razliko od nas, imajo arhiv. Samo vprašanje, če ga želijo dati. Naprimer, v Bosni imajo zelo dober arhiv. Ne glede na to, da je bila vojna. Pa je bila vojna, ja. Pa je bilo vse res. Ni različno, ker se različne države, bom tako rekla, do teh svojih otrok različno obnašajo. V Srbiji pa Bosni ste rekli, je v interesu, da se to razišče. Hrvaška to zaenkrat ignorira, čeprav so tudi primeri, in Slovenija je ista, ne? Pa tudi v parlamentu ste naleteli na nek podoben odziv, če sem jaz dobro tudi, ker sem malo spremljala to, bom tako rekla, zanimivo, da so vas desne politične stranke podprle z namenom, da se ustanovi preiskovalna komisija v parlamentu in se raziščejo ti primeri, ne, in zaključimo to zgodbo nesrečnih mater. Leve stranke pa niso hotele potrditi preiskovalno komisijo. Kako si vi to razlagate? Poglejte, jaz mislim, da bi to leve stranke znale same najbolj povedati. Ja. Jaz nisem nikoli želela, da se v to že tako težko zgodbo meša še politika, ampak nažalost smo prišli do tega koraka. Ne vem, zakaj niso prišli na sejo za peticije. Ja. Če politične volje ni, se potem tudi nič ne sproži v praksi. Ne? Bez politike ni nič, ne? Ja. Ampak mene ena druga stvar zanima, kako pa niso bili pozorni, odgovorni na te presežne smrti dojenčkov, ne? Tu bi morali alarmi zazvoniti, da je nekaj narobe. Smrtnost dojenčka je bila včasih dosti večja, kot danes, veš? Zato. Če ste gledali sejo za peticije, ste tudi slišali verjetno, ko je rekla gospa iz Vrhovnega državnega tožilstva, da je bila smrtnost večja takrat in je potem kolegica iz vladne komisije Srbije skočila in je rekla, da ona pa ni kompetentna, ker ni zdravnica, da bi o tem sploh komentirala. Jaz sem imela pa eno drugo teorijo, ki jo rada ponavljam. Če je bilo res pri nas tako slabo zdravstvo, takrat, tista leta, me preseneča, zakaj niso Titota peljali zdraviti v Beograd, v Mostar, v Sarajevo. Zakaj so ga k nam pripeljali? Na drugi strani njega smo zdravili, ker smo bili najboljši, toliko otrok nam je pa umrlo. Tlele meni zadeve, recimo... Umrlo pod narekovaji. Umrlo pod narekovaji. To je vredno preiskave. Meni se zdi čudno, da otroček, imamo mamico, ki je rodila, otroček je bil 3600 gramov, rojen, zajokal, vse bilo v redu, čez 2 ure mamica, vaš otrok je umrl. Kaj se je v 2 urah zgodilo? Ampak te dokumentacije pa ni. Protokol zdravljenja otroka ni. Kaj se je zgodilo s tem otrokom? To je največji problem. To je največji problem. Ja. Za trenutek bomo prekinili ta pogovor. Po reklamah takoj se vrnemo za zgodbo moškega,
ki je v Srbiji našel svojo biološko mater, čeprav je ta 40 let mislila, da je ta otrok umrl pri porodu v porodnišnici. Ostanite z nami. Pozdravljeni ponovno v oddaji Dober dan Slovenija. Z nami v studiu še vedno gospa Simona Šeremet Kalanj, medicinska sestra in zagovornica mater, ki že leta iščejo svoje izgubljene novorojenčke. Vam se ni zgodila podobna zgodba, vi niste doživeli takšne travme. Kako ste vi sploh prišli do tega, da rešujete te primere? Tako kot sem že povedala na začetku, Dragana Novmoski je bila moja prva mama, na kar se je zgodil še en primer v moji neposredni bližini. V primeru za enkrat, ker nimam še zbranih, še en košček manjka v mozaik, ne bom govorila z imenom in priimkom in potem so se mame začele same oglašati in jaz sem jih sprejela. Torej, jaz nobeno mamo nisem nikjer po Sloveniji iskala, mame so same pristopile, jaz sem jim hvaležna, da so mi zaupale in jaz sem jim pomagala, kakor sem le lahko. Ravno tako sem pomoč nudila določenim mamicam v Bosni, ker nimajo še društva in so rabile samo uvodne informacije, kam po dokumentacijo. Sem se sploh naslon Simona. Spet imamo raziskovanja o svojem družinskem drevesu, pa se ljudje lotijo na stara leta iskati kakšne rodbinske skrivnosti ali pa kakšne nejasnosti iščejo s tem. Ampak to, kar vi počnete, je še bolj detektivsko, še bolj policajsko v bistvu raziskovanje, ki pa ni tako zelo prijetno. Ne moramo se ravno zahahljati. Imate vsakodnevno težke zgodbe na pladnju. Vaše delo je vse kaj prej kot lahkotno in prijetno raziskovanje. Kako pa se s tem soočate? A mislite, če me je strah? Ja. Ne. Ste žalostni? Veste, jaz moram to povedati, ker sem na to osebo zelo ponosna. Jaz sem se bala samo mojega pokojnega očeta, ki ga več ni. Wow. In takrat se je strah končal. Kar je čisto dobro, ne? Dobro. Kar je čisto dobro, ne? Moj oče je bil tako zelo pravičen in je rekel, da za resnico tudi, če glava pade. Skratka, do konca. Do konca. In tega se nekako držim. Tako da se je že zgodilo, da je v polnoči kdo potrkal na vrata. Saj veste, moj naslov je javno objavljen, pa Novo mesto ni neka metropola, da se me ne bi najdlo. Ali pa da je kakšen avtomobil bil dolgo pred našim blokom, pa so kaj slikali, pa opazovali. Ampak, glejte, jaz rečem tako še, vedno sem in še vedno bom, vsaj po dnev pri odklenjenih vratih zaspim. Tako da... Ste pa dregnili v neko mafijsko strukturo v bistvu. Sem pa dregnila, ja. Državno mafijo. Ja. No, ampak jaz bi tudi rekla, ta paternistični pristop, kot ste prej rekli, ne, je povzročil tudi neko gibanje v Srbiji, kjer zahtevajo, da so očetje prisotni pri porodu, ker jih tam kar ven vržejo in potem delajo s temi ubogimi ženskami, bog ve kaj in kako, ne, in ženske so zelo boge. Je pa še ena stvar, ki me je zelo pretresla, da so cene teh otrok na trgu bile različne glede na uporabo. Tako ste rekli, na kilažo. Glede na uporabo. Eni so šli za posvojitev, eni pa za rezervne dele. Ne moreš verjeti, kako strašno in brez čustev so ti zdravniki, porodničari in vsa ta veriga te mafije počela s temi. Pred nekaj leti je odmeval primer takrat 36-letnega Mlađana Radivojevića, ki je po 40 letih najdel svojo biološko mater. Ta je 40 let mislila, da je njen otrok mrtev in da je ostal v porodnišnici. Poglejmo si kratek odlomek. Uz suze prvi zagrljaj brata i sestre na koji se čekalo 40 godina. Sad imam sestru, majku i brata. Znaš čisto. Znam čiji sam. Jeste se vidjeli sa majkom? Jesam. Kako je bio taj susret? Super, ekstra. Ja sam srećna, presrećna, sa druge strane sam jako ljuta što se sve ovo dešava. Da li vam je majka pričala da je izgubila bebu u porodilištu? A majka ništa nije pričala meni, nisam znala ništa, znači do pre 2 dana. Zanimiv prispevek, to zgodbo vsi poznamo. Iz tega zgodbe lahko tudi, bom rekla, iz tega primera lahko rečemo mirno, da nič od tega ni izmišljeno, da je vse res, ne? Poglejte, nobena mamica se ne bi šla domišljati, zato ker rabi medijsko pozornost, pa tudi jaz danes ne bi bila tukaj z vami. Te mamice so izredno prizadete, ker če ste poslušala našo mamo,
gospod Zdenko, njej je bilo rečeno, vaš otrok je umrl, zašili smo ga v trebuh drugega pokojnika. Kakšen si ti lahko, da rečeš, kaj tazga mamici, kakšen psihopat, kakšna je to bolezen. Grozno. A veste, tega si mamice niso zmišljale in kdor bi tudi poskušal mamice na tak način predstaviti, vnaprej povem, da si niti ne poskuša, ne? Ker mamice res zelo trpijo. In pred kratkim smo mi naredili ekshumacijo groba na enem od slovenskih pokopališč, kjer se je trdilo, da je otrok tam pokopan, ker je mamica grobnino plačevala vsa ta leta. In kaj so našli? 2 kosti odraslega človeka, eno korenino, ene smreke, ki je tam rastla, in potem še ena folija, en polivinil je bil in to je zdravnik Inštituta za sodno medicino odnesel. Če bi se iz tega dalo kaj ven dobiti, mi še čakamo njihov odgovor. Nismo ga še dobili, če ne bi vam zdaj že to povedala. Torej, kako lahko verjamejo, da je otrok? Se pravi, mi smo rekli, pa dajmo v redu, tle pa res trdijo, da je tukaj otrok pokopan, dajmo pogledati, kaj je tukaj. Se pravi, smo se najavili, smo vloga na upravno enoto, pokliče se Inštitut sodne medicine, vse tako, kot zakon nalaga. Nič konkretnega. Da pa so vam vsa pota odprta, recimo, pa da vsi, na katere vrata potrkate, najdejo eno sozvočje, vam poskušajo po svojih najboljših močeh pomagati. Kaj bi bil vaš res cilj? Tako, kot če ste mi sveta, pa vas zdaj vprašajo, kaj je ta vaša želja, kaj je cilj mir na svetu. Pa vam? Moj cilj je samo, da mamicam povedo resnico. Naj mene pustijo po stran. Jaz bila ali pa ne bila. Mamice so dolžne vedeti, kaj se je zgodilo in to je njihova osnovna pravica, ki je zapisana v ustavi. Se pravi, samo naj povejo, če otrok umrl, se zgodi, da otrok umre, tudi danes še otrok umre pri porodu, ampak kje je pokopan? Če ste si že vzeli to pravico, da ga pokopljete, brez da mamica o tem karkoli ve, ji pa zdaj povejte, kam ste ga pokopali. Plus tega je to nezakonito, protizakonito. V enem od podobnih primerov je Evropsko sodišče za človekove pravice zapisalo, da so bile v tem primeru, ko mama ni dobila podatkov, kaj se je zgodilo z njenim otrokom, kršene človekove pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Hočem reči, ni to stvar osebne odločitve nekega medicinskega uradnika, ampak je to stvar zakonodaje, kar pomeni, da bi vsi ti ljudje, ki so sodelovali v tej trgovini, morali biti kazensko odgovorni. Ne? Vi sodelujete tudi s Srbskim društvom za pravice dojenčkov? Srpskim društvom za istino in pravdo obebama, predsednik društva je Radiša Pavlović, Milanka Momčilović je njegova namestnica, sem jih tudi povabila na sejo za peticije, da pa predstavijo njihovo plat zgodbe. Srbija je kar se zauzela, da se stvari rešijo. Upam, da se bo tudi Bosna, pa upam, da se bodo tudi pri nas, no, se nimamo mi take velike zahteve. Smo pa res, tako kot je tudi namestnik varuha človekovih pravic predlagal, da se ustanovi komisija, kjer bi sodelovali tudi mamice, veste, ker mamice ne verjamejo več, ampak absolutno nič. Ničesar več ne verjamejo. Se ni čudno. Ko izkoplješ grob otroka in noter najdeš 2 kosti odrasle osebe, ne boš več nič verjel. Tako da mamice, nobena v redu, parlamentarna preiskovalna komisija, razumemo, se nismo tudi tako nerazgledani, da kdo se deluje v njej, ampak komisija, kot je predlagal namestnik varuha človekovih pravic, brez mamic ne mora biti. Nikakor. Morajo biti udeležene. Ja, ampak, tako kot smo rekli, mnogo mamic niti ne ve, oziroma mnogo mamic ni odprlo, če rečem temu, Pandorine skrinjice, sploh iz tistih časov. Tudi prej smo videli prispevek o Mlađanu, tudi mama njegova se ni spraševala 40 let, kaj se je zgodilo. Zdaj verjamem, kako so ugotovili, da je to biološka družina, verjetno preko DNK-ja, ne? Preko DNK-ja v tem primeru je bilo narejenih 16 DNK testov. Se pravi, gospa Milanka Momčilović in Radiša Pavlović sta 4 leta delala na tem primeru. Najprej je bilo rečeno, da so tega Mlađana dali v sred zime, mislim, da, oziroma marca on rojen, zgodaj spomladi, da so ga najdli v neki luknji 2 metra globoko. Mislim, neke stvari, ki absolutno niso resnične. Potem so šli po sledeh dokumentacije, ker je bila tudi opisana neka fiktivna mama, zmislili so za eno ime, se to pa ni tako težko se zmisliti.
Ampak potem so z DNK analizo dokazali na koncu, da pa je on sin od Milice. No pa včasih, ko recimo mamica zboli, ta krušna mati, ne, pa recimo otrok hoče dati bodi si organ, bodi si kri, takrat ugotovijo, če ne prej, da to ne gre skupaj, ne, da niso v starševskem odnosu. Ne, Prav na to temo se mi je oglasila ena deklica, jaz jih vse malo pomlajšam, čeprav so to zdaj že odrasle osebe. Jaz sem je zavrnila, zato ker pač ni iz Slovenije, nimam pooblastil še za v matični državi. Ona je iz Bosne in je zelo zbolela. In pač je bilo treba dati kri. In se ta kri ni ujela in zraven je bil zdravnik in mu je posvojitelj namignil, da se je kot češ, ti si se zmotil, rekel zdravnik, ne, jaz se nisem zmotil, ampak ona ni vaš otrok. Mislim, kaj je hujšega, kot da otrok tako hudo bolan, še to, da ni. na tak način. Zato mi apeliramo, mi nismo jezni na posvojitelje. Mi nikoli nismo rekli, da tudi niso ljudje, ki so na najbolj human način posvojili otroke. Seveda, da so, ampak dajte jim povedati resnico. Ker jaz vam tukaj in zdaj zagotavljam, da 90% otrok ne ve, da je posvojenih. No, vse to. Gospa Simona, iskrena vam hvala za vaš obisk in za vaš pogum in za vaš trud in držim pesti, da boste čim več primerov razrešili in da bo čim več nesrečnih mater se srečalo s svojimi otroci, ker te zgodbe so res neverjetne in si ne moreš predstavljati, da je takšnega možno sploh v 20. oziroma 21. stoletju. Hvala vam, dragi kolegici, za družbo in za vaša mnenja. Tudi vam hvala, dragi gledalci, za vašo pozornost. Za danes je to vse. Vidimo se ponovno jutri ob 18:25. Do takrat pa vam lahko vaše predloge in misli pošljete na mail doberdanslovenija@mail.com. Do takrat pa samo še lep pozdrav in nasvidenje. Slovenija!